Mineva 7 mesecev, odkar se je začela stavka zdravnikov in zobozdravnikov za izboljšanje razmer v javnem zdravstvu. V smislu izboljšanja pa se ni zgodilo tako rekoč nič. Čez pol ure ob 7 uri zjutraj boste začeli z delom, v sklopu katerega boste pokrivali 2 ambulanti. Koliko pacientov, ki bodo danes upravičeno pričakovali vašo pomoč, svetovanje, obravnavo in zdravljenje, se po vaši oceni zaveda resnosti razmer v sistemu, ki peša že dolgo, vendar to v zadnjem času postaja vse bolj opazno? Kot je javnosti gotovo znano, se na osnovnem zdravstvenem nivoju pravzaprav nismo odločili za intenzivno stavko zaradi tega, ker se nam delo lahko tako nakopiči, da ga ne bomo več zmogli, predvsem pa zaradi tega, ker je to lahko za ljudi nevarno. Samo v zadnjih 7 mesecih pogledam med 66 in 110 pacientov, to sem pogledala številke, v povprečju nekje 80 na dan. Morda je bolj točno, da rečem, da imam stik z 88 pacienti dnevno, morda je nekaj samo posvet po telefonu, nekdo me pokliče, pove, da je napravil bris, da ima korono, da zaenkrat nima zapletov. Odpremo bolniško, damo kakšne nasvete in navodila, kdaj se je treba oglasiti pri nas. Osebnega stika pa recimo s takim pacientom ni, no, ampak vsega skupaj, vključno še z elektronsko pošto in seveda z osebnimi pregledi v ambulanti, ponedeljek sem imela 88 pacientov. Kar se tiče zdravniške stavke, se mi zdi, da je naš namen predvsem opozoriti na razmere, ki pravzaprav res niso dobre, ki dolgoročno lahko pomenijo res nevarno situacijo za paciente in za vse nas, saj pravzaprav smo pacienti vsi, tudi zdravstveni delavci smo kdaj pacienti, pacienti pa niso nikoli zdravstveni delavci in velikokrat slišimo sodbe in mnenja, ki pravzaprav niso skladna z realno situacijo. Trenutno je res tako, da je funkcioniranje zdravstvenega sistema zelo naslonjeno na entuziazem in bi rekel človek zagnanost zdravstvenih delavcev. Če samo pogledamo, kako počasi teče prenova kliničnega centra, kako nikoli denarja za zdravstvo ni, že ker sem zdravnica in to je že skoraj celo delovno dobo, še nikoli nisem slišala nobene vlade ali pa ministra, ki bi rekel, tako zdaj bomo pa naslednjih par let denar namenili zdravstvu. Napraviti moramo to, obnoviti moramo infrastrukturo, izboljšati moramo to in ono in tretje, ne nazadnje tudi skrajšati čakalne dobe. Še nikoli tega nisem slišala, zmeraj se samo sliši, kako denarja ni in denarja ni. Ne glede na vse navedeno, pa je pravzaprav fenomen, da imamo v Sloveniji še vedno dobro, pravzaprav res dobro zdravstvo. Le sistem je tisti, ki mu motor vse glasneje, vse bolj rapidno odpoveduje. Kako to stanje sanirati? Zelo se mi zdi pronicljivo od vas, da veste, pravzaprav, da ste opazili, kako je slovenski zdravstveni sistem dober, ampak za tako videnje je treba kdaj pogledati, če dovolite po slovensko rečem, čez planke. Samo tisti pacienti, ki so kdaj bili prisiljeni zaradi zdravstvenih razmer uporabiti kakšne druge zdravstvene sisteme, pravzaprav lahko naredijo primerjavo. Pri nas je v ospredju absolutno nezadovoljstvo, ne vem, čakalne dobe pri nas so predolge. Morda kdaj pogledamo primerljive države, spomnim se predavanja, ki ga je imel kolega, samo enkrat sem to doživela, ki je vzel operacijo kolka in naredil primerjavo s Hrvaško, Italijo, Avstrijo, Madžarsko, povsem primerljivimi ali pa recimo najbližjimi državami. In tukaj kakšnih strahotnih razlik, takrat govorim za 4 leta nazaj, res ni bilo, ampak slovenska javnost je nezadovoljna. Vsak statistik reče, si nezadovoljna, s čim to primerjaš, ne? Ja, pri nas pa ni dobro, s čim primerjaš. Tako da mogoče tega uvida pravzaprav manjka. Razumem, tudi meni bi bilo milo, da bi lahko vse zdravstvene usluge nudili takoj, ampak tega pravzaprav nikjer na svetu ni. Dostikrat se ljudje ozirajo v Ameriko in tako naprej, kakšni so stroški zavarovanja
tam ali pa kakšni so stroški zavarovanja že v malce bližji Švici, da se vsakdo sam pozanima in ne samo kako hitro potem tam prideš do zdravnika, predvsem pa koliko zdravnikov tam je. Slovenija je v spodnji tretjini, če ne celo spodnji četrtini po številu zdravnika na število prebivalcev. In tukaj se skriva eden od glavnih zatičev, zakaj je naš zdravstveni sistem tako peša. Če sem lahko malo kritična trenutno odnos vlade ali pa politike ali pa javnosti ali pa brez zamere tudi medijev proti zdravnikom izjemno nenaklonjen. Pogosto se uporablja izraz demonizacija zdravnikov, morda celo sovražen odnos. Ne vemo čisto zakaj in kako smo si to zaslužili. Vsak dan pravzaprav se trudimo enako, kot smo se takrat, ko smo se odločili za ta poklic. Govorim za večino zdravnikov, seveda so tudi pri nas izjeme, kot v kakršnem koli drugem poklicu. Ampak na manko zdravnikov v projekciji smo začeli opozarjati že pred 15 leti, zato imamo dokaze. Takrat je bila celo delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje ustanovljena in naredili smo načrt, koliko zdravnikov letno bi moralo diplomirati in dobiti poklic. Še enkrat bi rada povedala to, kar verjamem, da že marsikdo ve, ampak po gimnazijski maturi traja najmanj 10 let. Po maturi 10 let, da lahko nekdo dela kot zdravnik povsem samostojno in brez nadzora. Drugače pa vse kritične posameznike, ki v socialnih medijih seveda anonimno v zaščiti tega plašča izjemno kritično pišejo o posameznih zdravnikih z imenom in priimkom, vabim, da če imajo voljo in čas, sami poskusijo študij medicine in postati zdravnik, dobrodošli, nas je premalo. Tako da denar tukaj ni noben dejavnik več. Tudi ko sprašujemo mlade ljudi, recimo zdaj pa povem za svojo stroko, za družinsko medicino, zakaj se ne bi morda odločili za družinsko medicino, je to, da je dohodek v primerjavi z vsemi drugimi specialnostmi še vedno precej nižji. To je bila zaveza ene od preteklih ministric, da bo to uredila, pa se pravzaprav to nikoli ni uredilo, no, ampak samo mimogrede, denar je bil šele 3. postavka. Na prvih 2 mestih je bila preobremenitev in pa množica administrativnih del, s čimer ne mislim pisanje napotnic, receptov, absolutno to je naše delo, vse zato smo tukaj, ampak pisanje raznih nesmiselnih opravičil, zdravniških potrdil. Ena od stvari, ki mene osebno zelo čudi, je to, da je potrdilo osebnega izbranega zdravnika, kolikokrat je nekdo v preteklih letih bil pri zdravniku, ena od osnov za pridobitev državljanskih pravic v Sloveniji, zdaj govorim morda za tuje delavce. Zdrava pamet, lepo prosim, nekdo, ki je mlad in zdrav, je lahko moj pacient, pa sem ga v preteklih 3 letih morda videla enkrat ali pa nikoli. Torej, on bo imel zdaj velike težave, ker jaz drugače iz dokumentacije ne morem povzeti, kot da bi tu samo parkrat. In podobne stvari, ki so administrativna opravila. Zdaj najnovejša postavka, seveda je stopila v veljavo s 1. avgustom, zelo odločilne stvari se v Sloveniji pogosto postavljajo poleti, je, da po navodilu ministrstva bo moral izvajalec paciente naročati k specialistu. Pa poglejva, recimo danes ste prišli k meni, dobili ste 3 napotnice, kaj rečemo, ne vem, za okulista, za ultrazvok trebuha, pa zaradi enega znamenja na koži za dermatologa. To je tipično za mojo stroko, da ni samo en problem, a ne, pri okulistu imate enega, pri meni pa, pri nas pa ljudje pridejo z večjimi težavami, no. Ampak zdaj moram jaz pravzaprav vam poiskati termine za vse 3 in izvajalce za vse 3 napotnice. Čuti se, kot da se ne slišimo dobro. Mi ravno tožimo, da je preveč administrativnih opravil, oprostite, samo da zato, da na koga naročim, pa res ni treba biti niti medicinska sestra, kaj šele zdravnik. Če nas je premalo, bi mogoče naš čas porabili za to, da delamo, za kar smo najvišje kvalificirani. Jaz lahko pobrišem tudi po tleh, mi ni težko, se to doma počnem. Samo morda, ker mi je država omogočila študij zastonj, bi želela izkoristiti moje kvalifikacije. Takele stvari, ki jih lahko srednji računalniško sposoben osnovnošolec počne, se mi zdijo pa res izjemno nesmiselne. Izvajalec, samo še da ne bo nesporazuma, v mojem primeru je izvajalec zdravstvene oskrbe zdravstveni dom
in večje ustanove pričakujemo, da bodo vzpostavile neke informativne točke, ki bodo to delale. Če pa sem jaz zdaj samostojna koncesionarka, če bi bila, sem jaz v eni osebi in izvajalec in tudi osebni izbrani zdravnik, moram pa jaz fizično narediti še to. No, o takih administrativnih stvareh govorim, ki za druge specialiste ne pridejo niti v sanjah v poštev, oni še izvidov ne pišejo, sami diktirajo in to so potem take stvari, ki odbijajo. In bolj kot prosimo administrativnih opravil, prosim manj ali pa naj se delegirajo, bolj nam jih sistem nalaga, tega ne razumem čisto dobro. V kontekstu tega, kar ste nanizali, pa tudi marsičesa drugega, česar še nisva omenili, me zanima, kako bi v smislu prizadevanj za nujne izboljšave v slovenskem javnem zdravstvu ocenili vlogo ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel in vlade in zakaj tako? Najprej naj povem, da jaz res se bolj ukvarjam s stroko in manj s politiko. Razlog za to je čisto enostaven, mislim, da nimam niti pravih osebnostnih lastnosti, zato včasih tudi zavestno bežim v stroke iz teh razmer, zato da sploh še zmorem vsak dan priti v službo, da nisem demotivirana zaradi vseh stvari, ki se pravzaprav dogajajo. Če bi lahko povedala v enem stavku, bi počrtala to, kar sem že rekla. Trenutno je vlada ali ministrstvo ali politika recimo ali pa tisti, ki sprejemajo odločitve, vsa ta skupina je izjemno nenaklonjena vsem zdravstvenim delavcem, ne samo zdravnikom. In tisto, kar mene skrbi, je, da bo to imelo trajne posledice. Tisti, ki smo že v sistemu, morda celo proti koncu kariere, kot jaz recimo, bomo absolutno vztrajali do konca. Tudi ogromno število pacientov, ki jih imam in ki presega normativ, bo ostalo tako, kot je, nikogar ne bom odslovila. Samo kakšno dediščino pustim nekomu, ki pride na moje delovno mesto za menoj, kar pa se naklona, recimo, da ne bom ravno rekla odnosa javnosti, medijev in politike, po kateri me sprašujete, do zdravstva, zdravnikov, zdravstvenih delavcev tiče, je pa res potreben razmislek, kaj bomo dolgoročno s tem dosegli. Odboj mladih do tega poklica, pomanjkanje zdravnikov, beg možganov v tujino, tako kot se temu reče in kar vem, da velja tudi za nekatere druge stroke. Morda dobivamo počasi vtis, da se zdravnikov v Sloveniji pa nihče ne rabi. Tamle počasi se pomikajte proti izhodu, kot verbalno rečemo, takemu odbojnemu odnosu, kot se čuti. Nobenega posluha, razvrednotenje, demotiviranje, vse to so posledice politike in tle bi mogoče bil smiselen razmislek. Premalokrat se morda sprejemajo odločitve, vsaj tak občutek imamo, brez kakršnih koli informacij strani tistih, ki so jim te spremembe namenjene. Recimo, če bi jaz želela, da bi ne vem, na drugačen način delali ginekologi, ni mogoče smiselno, da napišem, pa recimo, da sem kot ministrica iz nekega drugega poklica, recimo, da bi bila kemijska inženirka, da napišem smernice, kako morajo delati. Absolutno smernice se napišejo ali pa nova navodila, ampak zdaj moramo konzultirati ljudi, se z njimi pogovoriti, dobiti enega svetovalca in reči, poslušajte, a je tole sploh za vas uresničljivo. To se pri nas pogreša. Eden piše o drugem, nekdo izdaja neke normative, neke nove predpise, a je to sploh, kot angleško rečemo, feasible ali ne, pa nikogar ne zanima. Slabe volje ob tem je pa zelo veliko. Vedno so na mestu pogajanja, vedno so na mestu medijacije, vedno so na mestu posveti. Se strinjam, da nihče ne more vedeti vsega. Z katerega koli poklica so zdravstveni ministri, tudi v tujini, to niso vedno samo zdravniki, nisem tega mislila v to kritično smer zapeljati, ampak zavedati se svojih omejitev in mogoče poiskati kakšen nasvet v tako zvani bazi, kot radi rečemo. To se pri nas ne dogaja, nekaj prileti z vrha, takole mora biti, a je to sploh izvedljivo ali ne, nikogar ne zanima. Morda bi se srečali na pol poti, bilo bi manj slabe volje, več zavezanosti novim predpisom in uresničljivost boljša, če je sploh to namen, da se pravzaprav dela v dobro pacientov. Naš namen to sigurno je, zato smo se odločili za ta poklic. Vem, da veste, da je med zdravstvenimi delavci veliko ljudi, drugih talentov,
imamo nekoga, ki je diplomiral na medicinski fakulteti, pa je naredil strašno kariero kot igralec, nekdo drug kot novinar, vaš kolega in tako naprej. Za študij medicine se nismo nihče od nas odločil zato, ker ni imel nobene druge možnosti. Morda celo nasprotno. Imeli smo druge možnosti, pa smo se skladno s svojimi osebnostnimi lastnostmi mogoče za to odločili in temu posvetili svoje življenje. Saj biti zdravnik ni poklic, to je način življenja. Kolikokrat pomagaš na cesti, na lastni poroki, na pogrebu, tuji ljudje te ostavljajo na cesti, na avtobusu, mi kožne znamenje pokažejo. Mislim, da se arhitektom to ne dogaja, ne vem, odkje mi zdaj ta poklic, da bi nekdo na avtobusni postaji rekel, joj, vi pa vem, ste naredili šolo od mojega otroka, jaz imam pa pri hiši en problem, vam lahko sliko pokažem, je tale steber v redu, a ne? Tako da jasno, to smo sprejeli, s tem živimo radi, ne vem pa, če si ravno pripisujemo tak odnos, kot ga trenutno imajo vsi do nas. Pri tem resnično vzbuja skrb dejstvo, da komunikacijski kanali, ki bi morali biti osnova za razvoj na tem področju, ostajajo zaprti. Ja, to je res. Komunikacijski kanali ostajajo zaprti in to vztrajno. Zame je mediacija situacija, imam nekaj zelo osnovnih znanj z tega področja, ampak kjer ne bo nekaj po vaše ali po moje, če se obe strinjava z mediacijo, bova obe pravzaprav morali malo popustiti. Ne bo po vaše in ne bo tudi ne po moje, na polovici se srečamo. Paradoksalno mi je slišati ta izraz tudi strani ministrstva, ki ne popušča niti slučajno, naj bo mediacija, ampak vse bo po naše, tako nekako se to razume. Vsaj kolikor je meni znano, mogoče bi bil kolega dr. Damjan Povh boljši sogovornik, kar se tiče teh vprašanj. Nikoli nisem bila v pogajalski skupini, tudi mislim, da nisem usposobljena, da bi kaj takega lahko počela, ampak zelo nepremakljiva stališča so. In kot rečeno, osebno se zavzemam, da bi bila situacija za zdravstvene delavce boljša, kot je za vse zdravstvene delavce, ker na ta način jih bomo v Sloveniji zadržali in imeli dovolj. Ne vem, če sledi javnost tudi situacijam, recimo v domovih starejših občanov in tako naprej, kako strahovita pomanjkanja kadra so tam. Niso več problem postelje so prazne, ampak nikogar ni, ki bi za te ljudi lahko skrbel. A se sploh zavedamo, kam drvimo in da bi bilo treba nekaj narediti, da to drvenje ustavimo. Ampak tega žal mi, zdravstveni delavci, sami ne moremo. Izražamo lahko svoje nestrinjanje, kot je s to stavko, s katero sva začeli naš pogovor. In to pripisovanje odgovornosti zdravstvenim delavcem je še ena od takih odbojnih situacij. Zdravniki zagotovo nismo krivi za čakalne vrste. Po vseh zakonih lahko vsakdo pogleda, tisti, ki organizira delo v zdravstvu, je odgovoren za to. Mi pa delo v zdravstvu izvršujemo, mi smo samo izvrševalci. Tako da prilivanje ognja na ta razmišljanja, kako so zdravniki krivi za čakalne vrste, so res nesmiselna in neresnična. Podobno je mogoče z nasiljem v zdravstvenem okolju. V Sloveniji smo imeli 2 naklepna umora v preteklih 17 letih zdravnikov, hude poškodbe medicinskih sester, o patronažnih sestrah, ki so zelo osamljene na terenu, sploh ne smem govoriti. Tudi farmacevti poročajo o grobostih. Zadnjič je ena farmacevtka pripovedovala, kako je en moški odrinil. To je tudi fizično ena gospa, ki je visoka 1,60 m, gospod je bil skoraj 2 metra visok. Taka fizična obračunavanja so res nesmiselna. No, ampak tudi za nasilje oziroma za primerno delovno okolje odgovoren delodajalec. Mi zdravstveni delavci smo se sami angažirali za to, ker delodajalci ne naredijo dovolj. Zato, da bi ne sedeli in čakali pasivno, ampak da bi sami nekaj k temu pripomogli. Ni pa to naša dolžnost, daleč od tega. In v mirnem okolju lahko svoje delo napravimo za paciente, tako kot je to treba delati, medtem ko ti nekdo drži pištolo na sence, ali pa se mentalno pobrati potem, ko ti je nekdo pljunil v obraz in te oklofutal.
kako dobro lahko naslednje paciente obravnavam, se samo sprašujem se tudi, kako dolgo je bila v okviru psihiatrične službe oskrbovana asistentka zobozdravnice, ki jo je pacient pred njenimi očmi ubil z bajonetom na tak način, da je za oživljanje bila potrebna masaža na odprtem srcu, ki je bila neuspešna. Ne govorimo samo o teh neposredno udeleženih v izbruhe nasilja, ampak o vseh pacientih. In najmanj, kar lahko pričakujemo, želimo in za svoje paciente zahtevamo, je mirno delovno okolje, ker tako odločilno delo ali pa tako odgovorno delo, ki je tako strogo strani javnosti tudi obravnavano in kritizirano, lahko delamo samo v mirnem okolju. In samo to si želimo. V tem smislu je pravzaprav zelo povedno tudi to, da ste noveliranje kazenskega zakonika morali spodbuditi s pomočjo civilne družbe, z lastnim aktiviranjem, saj tovrstna opozorila pri resornem ministrstvu niso zalegla. Ne, to je bila edina pot, ki nam je še ostala. Tukaj se bi še enkrat rada zahvalila pravnim svetovalcem Zdravniške zbornice in Zbornice zdravstvene nege, ki so nam te poti pravzaprav pokazali, da smo samo zdravstveni delavci in o pravnih poteh ne vemo dovolj. Zanimiva pa je bila izjava pri prejšnjih poskusih Ministrstva za pravosodje, da se jim tak zakon ne zdi potreben. Cinično, kar ni moj ljub način, ampak ne morem drugače, bi vprašala, koliko umorov zdravnikov ali zdravstvenih sester se pa torej mora zgoditi, da bo potrebno 2 umora, očitno nista dovolj, koliko jih je potrebno. Govorim zelo grdo, v številčnem smislu sem takega naklona res ne razumemo. Ste tudi vodja ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Življenjske zgodbe, s katerimi se srečujete v tej ambulanti, verjetno v najbolj boleči iskrenosti odražajo ves blišč in bedo okvirov, v katerih deluje javno zdravstvo in v katerih nenazadnje vedno več pacientov do onemoglosti čaka na storitev, ki bi jo potrebovali zdaj, ne šele čez nekaj let. Tudi na to opozarja stavka zdravnikov. Tudi na to opozarja zdravniška stavka, tudi mi smo zgroženi nad čakalnimi dobami, nad takimi, ki se še podaljšujejo. Absolutno jih ne podpiramo in tudi mi si želimo, da bi bile krajše, kot sem danes že omenila. Kar pa se tiče ambulante za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja, pa to nekaj pove o našem zdravstvenem sistemu. Namreč pri nas ne samo, da so ambulante za ljudi, ki zdaj govorim o primarnem zdravstvenem varstvu, ki imajo osebnega izbranega zdravnika zunaj delovnega časa, delamo še posebej v ambulantah za ljudi, ki nimajo izbranega zdravnika, pa imajo zavarovanje. In potem je še ta tretji segment, na katerega bi bila Slovenija lahko celo ponosna, da pri nas obstaja celo ambulanta za ljudi brez vsakršnega zavarovanja, kjer delamo isti zdravniki, kot delamo v sistemu, seveda tam pro bono in zunaj delovnega časa, ampak s pomočjo številnih sponzorjev in donatorjev nam je omogočeno, da tam pravzaprav dobijo ljudje enako dobro obravnavo ali pa vsaj približno, če dovolite, primerljivo s tisto, ki jo dobi nekdo v moji ambulanti. In to se mi zdi zares velika stvar, tako da tistim, ki tako strahotno in radi kritizirajo slovenski zdravstveni sistem, bi postavila vprašanje, kje na svetu pravzaprav so še take ambulante. Pri nas imamo številne zdravnike, specialiste, ki z nami sodelujejo, ki v to ambulanto redno hodijo. Tam je redno zaposlena višja medicinska sestra, diplomirana medicinska sestra in socialna delavka, tako da ta tim smo stalno tako rekoč prisotni v času obiskov pacientov. Tako da ne samo, da tisti, ki imajo zavarovanje, imajo še neko zatočišče, če tudi nimajo svojega zdravnika, še za tiste, ki nimajo nobenega zavarovanja, pa naj so to legalni ali ilegalni migranti, naj so to ljudje po osebnem stečaju, naj so to brezdomni ljudje ali kakorkoli, včasih pridejo tudi doktorski študenti, ki so tu povsem legalno, pa si niso uredili vnaprej svojega zdravstvenega zavarovanja. Mislim, da je pa to res en tak širok nabor, zdaj govorim res samo za primarni nivo, ne govoriva za specialistične storitve, za katere so čakalne dobe res zelo dolge.
ampak to osnovno oskrbo pri nas, si dovolim reči, pa pravzaprav res lahko dobi vsak. Kakšen bi bil po vaši oceni ključni razmislek odločevalcev, seveda v tem smislu, da bi ukrepali tako, da bi se izboljšali pogoji za zdravljenje bolnikov in da bi se izboljšali pogoji za delo zdravstvenih timov pri nas? Zdaj, številne primerjalne študije, Eurostat, izidi operacij, dostopnost zdravil in podobni parametri, umrljivost novorojenčkov, je en tak zelo občutljiv kazalec, kako kvaliteten je zdravstveni sistem. Vsi ti kazatelji kažejo, da je slovenski zdravstveni sistem pravzaprav zelo kvaliteten. Dovolim si reči, pa ne zato, ker sem tudi sama predavateljica na medicinski fakulteti, da je naš izobraževalni sistem tudi dober, zato ker tujina je žejna naših medicinskih sester in zdravnikov, ki seveda tja tudi odhajajo, nikomur ni moč zameriti, da gre v boljše delovne pogoje. Jaz bi res odločevalcem položila na srce, da imajo neko vizijo, da izboljšajo organizacijske prijeme, ker tukaj, to sva se že velikokrat danes dotaknili tega, pri organizacijskih situacijah v zdravstvu nekako šepamo. Pa so v tujini številni primeri dobrih praks, ki bi jih lahko samo, kot rečejo mladi, copy-pastali, posneli oziroma prilagodili in prinesli v naše okolje. Naklonjenost javnosti, medijev in politike smo nekako izgubili, res ne vemo zakaj in kako, to bi nas tudi zelo zanimalo, ampak nismo pa izgubili zdravstveni delavci, dovolim se reči, ker v tolikih okoljih delam in s toliko ljudmi pridem v stik, da smo še zmeraj zavezani svojim poklicnim prisegam, zavezani svojim strokovnim poslanstvom, tako da bi si želeli, da nam politika ali pa odločevalci omogočijo takšno delo, kjer bomo vse to lahko res udejanjili v dobro svojih pacientov. Se pravzaprav smo svoje življenje posvetili temu, vsi, ki delamo v zdravstvu. In podtikanja v smislu, ne vem, dvoživka je nekdo, ki v prostem času želi še delati kje drugje, po drugi strani pa določene stroke, ki so podhranjene, zahtevajo, da nekdo dela več, kot je njegov delovni čas, in pogled v kuverto na konec meseca pokaže, da zaradi številnih dežurstev je dohodek seveda takšen, kot je, pa marsikdo reče, rajše bi imel prost vikend, kot da sem dežural in zaslužil, ker sem že čisto izžet. No, to so pa potem zaslužkarji, torej ni prav, če delaš več zato, da pacienti lahko prenesejo operacijo brez bolečin, a ne, tudi to ni prav, če tudi je tudi to v javnem sistemu, kjer delaš za četrtino, tretjino več, kot bi smel in zmogel. Ne vem pravzaprav, kako bi zadovoljili te vse kritične pripombe številnih posameznikov. In še to bi mogoče rekla, to pa polagam na srce vsem, da kdor tako kritično zapisuje svoje mnenja v socialne medije, naj se tudi podpiše. Če imenoma piše o ustanovah in posameznih zdravstvenih delavcev, pa mislim, da je to minimum ne samo osebne integritete, ampak osnovne človeške dostojnosti, da se podpišete pod to. V obratnem primeru je to vse lahko neresnica in laž, zelo namerna z namenom blatenja nekoga. Tako da mogoče malo več iskrenosti, poštenosti in pa osebnega poguma, če smo že tako kritični, pa se podpišimo.